Lepo zdrav in dobrodošli na še enem liveu Kripto dnevno. To je live, ki ga imamo vsak dan ob 9 zjutraj na Patreonu. In če to spremljate kasneje preko YouTubea in se mi želite pridružiti v živo, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. Poleg tega se pa priporočam tudi za kakšen všeček, seveda, če vam je to všeč in pa da dodatno požene algoritem, da priporoča tudi drugim ljudem. Danes je petek, 15. maj in včeraj smo imeli eno zelo dobro novico, kar se tiče kripto sveta, ampak mi se tukaj bolj obračamo tako proti gibanju cene. Torej, Clarity Act je bil sprejet, je šel skozi senat, ampak tukaj je en velik ampak. Če pogledamo mi zdaj gibanje cene, smo mi še vedno v tej konsolidaciji. In poglejte, kje smo se mi ustavili, bomo kar pogledali tukaj enourni časovni interval. Mi smo včeraj dobili tole ogromozansko rast. In poglejte, kje smo se ustavili, točno na tej zgornji meji tega kanala, ki smo ga začrtali včeraj. Tega dvojnega vrha ni več, tako da te nevarnosti ni več. Je pa še vedno tole, dokler smo v tej konsolidaciji, mi lahko prebijemo tako gor, kot tudi dol. Sicer večja verjetnost, glede na to, da ta konsolidacija sestavlja bikovsko zastavo, je, da mi tole prebijemo navzgor. Ampak ja, še vedno, treba bo spremljati tudi tole spodnjo mejo, če jo slučajno prebijemo, zaradi tega, ker imamo še od spodaj tele likvidnosti na 78.200, tam nekje pa 76.000 in 75.000 zgoraj. Nas pa čaka še tale likvidnost na okoli 82.500, torej vseh tistih, ki so stavili na padec. Drugače tukaj tale indikator, ki kaže pozicijo ljudi, glede dolgih, kratkih pozicij, vidimo Bitcoin je bil v tem času kar precej nevtralen, no, imamo enih par takih špicov nadol, ljudi, ki so stavili na padec. Ethereum pa predvsem izredno dolgo obdobje tukaj spodaj v preprodanosti in zdaj komaj ljudje postajajo malo bolj pozitivni, bomo videli, kako se bo tole izteklo, se bomo še posvetili Ethereumu. Tukaj na 15-minutnem časovnem intervalu smo pa označili tole trend linijo, ki smo jo izgubili in šli testirati, bili zavrnjeni, dobili smo tale včerajšnji odboj in bili smo spet zavrnjeni, tako da bomo videli, če bomo danes šli spet mi tole testirati in jo morda dobimo nazaj. Lahko tudi dobimo kakšen čuden head and shoulders, ampak tega ne bom zdaj označeval, to je pač samo špekulacija. Prišli smo vse do tle gor, nismo pa pobrali te likvidnosti, te naše prve likvidnosti na okoli 82.200. In če bi šli še naprej gor, bi lahko pobrali tudi 82.500, tako da ti dve likvidnosti sta še vedno živi, če se lahko tako izrazim. Poleg tega tukaj lahko vidimo, točno na tem vrhu je kar precej ljudi stavilo na nadaljevanje rasti in ti ljudje so bili zdaj lahko kaznovani s tem, ta zadnjim padcem. Tole likvidnost teh, ki so stavili na padec, mislim, da smo to označevali, tega ni več. Drugače,
tukaj lahko vidimo, ja, so še vedno točno na tem dnu. Jih je kar nekaj stavilo na padec in tudi točno na tem vrhu, kar bi se upadalo s tole likvidnostjo, ki smo jo označili prej. Tako da, ja, še vedno je možnost, da gremo lahko mi tole zdaj pobirati. Poglejmo si zdaj še likvidnostna območja tukaj, na tem likvidacijskem grafu. Imam trenutno naštimano na en dan in kot vidimo, ja, tukaj je bilo ogromno ljudi, ki so stavili na nadaljevanje rasti. In tile so bili zdaj kaznovani. Ostajajo pa tile tukaj, ki so točno na tem vrhu stavili na padec in to je meja 82.300. Poglejmo, zdaj še imajo zelo neprijazno stran, tako če dam na manjše okno. Tako da poglejmo zdaj še pri 3 dnevih. Ja, tudi tukaj je kar lepo sovpadalo. Ogromno ljudi, ki so stavili na rast, točno na tem vrhu in tile so bili zdaj kaznovani. So pa še tukaj spodaj, na nekje 78.500. To je tudi točno ta meja, ki smo jo mi označili. Zgoraj pa vsi tisti, ki so stavili na padec. 82.100 do 82.500. Tudi te meje, ki smo jih mi označili. Poglejmo zdaj še Ethereum. Ethereum tukaj ni praktično nič kaj tako novega. 15-minutni časovni interval je izredno cikcakast. Zdaj v zadnjem času so se začele nabirati tukaj dolge pozicije, kar se tiče Ethereuma. Bomo videli zdaj, če bo tudi nadaljno gorivo za padanje naprej dol, ker v tem primeru nas čakajo še tukaj te likvidnosti na okoli 2230 pa 2220, kot imamo označeno. Drugače tukaj 4-urni časovni interval, moramo imeti 4-urnega, zaradi tega, ker je tako vse cikcakasto, da malo tudi oddaleč pogledamo. Še vedno smo mi v tej konsolidaciji, tako da Ethereum praktično se ni premaknil že od kdaj? Od 14. aprila. To je zdaj že en mesec, ko smo mi v tej konsolidaciji in dokler smo v tej konsolidaciji, je možno vse. Tako naš prvi bikovski scenarij, torej da končno prebijemo tole mejo 2380, naredimo podporo, odboj in potem nas končno katapultira sem gor do 2800, lahko tudi do 3000. Ta drugi bikovski scenarij je, da gremo testirati tole spodnjo mejo, tole naraščajočo spodnjo mejo. Meja zdaj bi bila tam nekje na okoli 2150, kar bi tudi sovpadalo, da bi pobrali tole likvidnostno območje, ki smo ga označili že kar precej prej, na tam nekje 2180, potem dobimo odboj in končno že enkrat prebijemo tole mejo na 2380 in seveda rastemo naprej gor. Slabo bi pa bilo, če mi tole naraščajočo mejo izgubimo, v tem primeru bi pa lahko padali še naprej dol. Ampak, kot sem že večkrat tudi omenil, Ethereum izredno dolgo obdobje negativnosti tukaj, vsaj kar se tiče tega indikatorja. Ogromno ljudi je tukaj stavilo na padec v zadnjem času in ti ljudje bi lahko bili kar konkretno kaznovani, če mi prebijamo tukaj tole mejo 2380 do 2400. Prvo likvidnostno območje,
ki smo ga tudi že označili kar precej časa nazaj, bi bilo tukaj na meji 2460, tam nekje. Tako, zdaj glede na to, da je petek, bi lahko bili trgi še naprej dolgočasni, to bi se lahko vleklo še naprej v vikend, ampak če bo karkoli zanimivega, bom jaz seveda še dodatno javljal preko Patreona. Tako da, če se mi želite pridružiti tudi tam, so povezave spodaj v opisu in pri 5. komentarju. Če pa to spremljate kasneje preko YouTuba, se pa ne pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega liva zamudili. In pa, poleg tega se priporočam tudi za kakšen všeček, seveda, če vam je to všeč, in pa da tudi dodatno požene algoritem, da priporoča tudi drugim ljudem. Tako, jaz vam zdaj želim en lep petkov dan, še naprej en lep vikend, ki je pred nami, in se vidimo, seveda, če ne prej, ponovno v ponedeljek zjutraj ob 9. Čau, čau!